Spletni hub je super rešitev za tiste, ki izvajate programe, ki so kombinacija klasičnih učilnic, to se pravi spletnih tečajev, ki imajo neke module, in pa lekcije, to se pravi, to so lahko pač res tisto klasični tečaji v smislu, da noter naredimo, to se pravi, neki tečaj, kjer je pač neki linearen proces, lahko pa konec koncev uporabimo tudi za nalaganje Zoom posnetkov, recimo, da imamo neko vodeno izvedbo programa in potem vsakič pač posnamemo posnetke in naložimo. Na podobno zadevo lahko naredimo tudi individualne učilnice, kjer v bistvu samo posameznikom damo dostop in tako naprej. Ampak tisto, kar je pa v bistvu bolj dodana vrednost spletnega huba napram klasičnim LMS rešitvam, to se pravi napram v primerjavi s klasičnimi rešitvami teh spletnih učilnic, je pa to, da imamo tudi sobe. In sobe so pa pravzaprav to, kar mi poznamo kot Facebook skupine. Ja, to se pravi, tukaj jih lahko uporabljamo za, jaz jih dodam recimo udeležencem vodenega programa, dodam skupine, potem imam skupino oziroma sobo uporabim tudi za izvedbo mojih teh delavnic, ki so enkrat mesečno in je v bistvu samo en posnetek, tako da ga ne nalagam v učilnico, ampak ga dam kar v sobo in potem v tej isti sobi se odvija tudi debata, moj feedback in tako naprej, pa vprašanja udeležencev in podobne zadeve. Tisto, kar pravzaprav je zelo podobno klasični varianti teh sob, je pa pravzaprav to, da mi lahko tudi v spletnem hubu, torej v tej rešitvi, v teh sobah planiramo naše objave. Skratka, tukaj recimo jaz dam naslov, pa napišem zadevo, lahko izberem tudi temo, bomo o temah še kdaj drugič, in pa lahko izberem čas, ko bo ta objava vidna. Ja, tako da v bistvu tudi tukaj lahko pravzaprav na enak način delam zadeve kot recimo, če uporabljam Facebook skupine, kar je seveda dodana vrednost, je pa dodana vrednost predvsem za udeležence, ker udeleženci torej imajo vse na enem mestu, torej ne rabijo imeti posebej Facebook računa. To je še posebej primerno v situacijah, kjer ljudje nimajo Facebooka ali pa ga ne želijo imeti, ali pa kjer ne želijo se pojavljati s svojim Facebook profilom v skupinah, ne, skratka zlasti takrat, kadar imamo mogoče kakšne zadeve, ki so bolj občutljive narave, mogoče se ljudje ne želijo izpostavljati s svojim lastnim profilom, seveda lahko naredijo zdaj danes tudi dodatne profile, ampak tukaj je pa res dodana vrednost predvsem v tem, da pravzaprav, ko so že v učilnici, ko se že učijo, oziroma ko raziskujejo v samem hubu, imajo na isti lokaciji tudi prostor da lahko postavljajo vprašanja ali pa pač sledijo tvojim ostalim vsebinam. Torej, spletni hub je platforma, je rešitev, ki sem jo razvila prav posebej za coache, izobraževalce, svetovalce in vse ostale, ki prodajate svoje znanje in potrebujete torej to kombinacijo spletne učilnice in pa spletne skupnosti, torej teh spletnih sob. In to pomeni, da pravzaprav niti ni nujno, da prodajate samo spletne tečaje oziroma da prodajate sploh spletne tečaje. Tako učilnico oziroma tak prostor, tak spletni hub, torej lahko uporabljate kot tudi pač bom rekla, če imate programe, klasične programe, pa recimo med samimi izvedbami od ene do druge skupine, neke skupinske izvedbe, lahko noter dajete neka dodatna gradiva, imate dodatno komunikacijo in vse te zadeve. Zraven seveda torej vseeno imate tudi spletne učilnice in pa zraven pride seveda tudi sistem za spletna naročila, kar pomeni, da lahko kreirate v bistvu neke vrste spletna trgovina je to, kjer lahko upravljate svoja spletna naročila, to se pravi, da se ljudje avtomatizirano oziroma pol avtomatizirano prijavljajo na vaše programe in pa po želji, če nimate lastne spletne strani oziroma če gre za neki projekt, ki je čisto ločen in bi želeli graditi čisto neko posebno spletno stran, lahko seveda na tej strani gradite tudi svojo spletno prezenco, skratka gradite svojo spletno stran, gradite lahko tudi prodajne strani in tako naprej.